Will you put your hands down? Put your head up, play! Jojo, lep pozdrav vsem, moje ime je Matej Petek, tokrat pa sva z Blažem Bertalaničem za vas pripravila zanimiv pogovor z Miho Pogačarjem, ljubiteljskim popotnikom in urednikom spletnega portala posvetu.si, namenjenega ljubiteljskim popotnikom. Miha si je v zadnjih 15 letih v živo ogledal že celo vrsto NBA tekem, ne samo NBA tekem, tudi tekem ostalih ameriških profesionalnih lig. Lani pa je bil pobudnik in potem tudi pomagal pri organizaciji romanja slovenskih navijačev v Miami. 2000 Slovencev se je čez lužo podalo, da bi si ogledalo prvo tekmo, prvi dvoboj Gorana Dragića in Luke Dončića v NBA ligi. To je bil tudi največji obisk kakšne organizirane navijaške skupine, ki ni bila iz Amerike, seveda na NBA tekmi. In slovenski navijači so zopet odlično spromovirali našo državo. To je bil dogodek, ki je zaokrožil po vseh omrežjih, o njemu so pa poročale tudi največje televizije skupaj z ESPN-om. Posnetki slovenskih navijačev so takrat zopet odšli v svet, mi pa smo ravno za to temo, z tem dogodkom začeli tokratni podcast. Miha je strnil svoje vtise o tem fenomenalnem dogodku, spregovorili smo pa tudi o letošnjem romanju slovenskih navijačev. Konec februarja se bodo v Miamiju zopet srečali Dallas Mavericksi in Heati in zopet bo na tekmi ogromno Slovencev. V podcastu pa ne bo manjkalo tudi zelo koristnih napotkov za tiste, ki si želite kakšno NBA tekmo ogledati v živo. Od letalskih kart do kart za tekme, bivanja na drugi strani Atlantika v Ameriki, prehrane, cen, ni da ni, kot bi rekel Blaž. O vsem tem smo spregovorili, seveda pa, tako kot ste že vajeni, se vedno v naših podcastih razvije debata in se je tudi tokrat razvila debata o razlikah med navijaško kulturo v Evropi in Ameriki, njihovih vtisih ob ogledu različnih tekem v različnih mestih. Vse to in še več v tokratnem podcastu. Preden pa začnemo, bi vas pa samo na hitro zaprosil, če lahko ta podcast všečkate, če se lahko naročite na naš YouTube Sport.si kanal in če lahko enako storite tudi na naših Sport.si, SoundCloud in iTunes platformah. Vsak komentar, všeček, ocena nam pomaga pri nadaljnjem delu, zato smo seveda hvaležni. Zdaj pa, da ne bom izgubljal časa, gremo kar veselo na delo. Jojo, Blaž, pozdravljen, kako si, kako gre? Pozdravljen, dobro. Je bil kar naporen teden, ampak sem vesel, da je konec in sedaj bo malo več miru, malo več časa za druge stvari in predvsem tudi časa za kakšen nov podcast. In lahko kar takoj pozdraviva še današnjega gosta, Miha, živa? Živa. Zdravo. Gremo kar z debato, da mislim, da imaš ti že prvo vprašanje. Ja, Miha, mene zanima, ti si bil v bistvu eden izmed, recimo temu, glavnih organizatorjev lanskoletnega romanja slovenskih navijačev v Miami na tekmo med Dallasom in Miamijem oziroma med Mavericksi in Heati. Pa me zanima, kako je celotna stvar začela se oziroma kje je padla ideja za to romanje in kako se je v bistvu zadeva razvijala nekako od začetka do konca, pa mogoče potem tudi kakšen vtis, ko si bil ravno tam v dvorani, ko so vsi tisti Slovenci se drli, kdor ne skače, ni Slovenc, in tvoja dejansko izkušnja z popotovanjem. Ja, stvar je prišla predvsem zelo spontano. Vsako leto organiziram za svoje prijatelje nek tak moški vikend in lansko leto smo se odločili, da gremo v Miami, ker so bile letalske karte zelo ugodne, tam dobrih 200 €, prav v času te tekme. In potem sem to objavil na svoji spletni strani, če ga še kdo z nami, pač ugodna ponudba, dober termin, vse, in naenkrat se je bilo 1, 5, 10, 100 interesentov, ki bi šlo z nami. Smo pripravili neke prispevke, kako najlažje kupiti letalske karte. Jaz sem kontaktiral potem klub Miami Heat
če lahko dobimo kakšne karte za večjo skupino, so nam pač poslali svoje pogoje, cenike in smo začeli najprej rezervirati 50 sedežev, potem je šlo to 100, 200, na konec smo rezervirali 600 sedežev v teh skupinskih sektorjih, plus še par deset v nižjih. Pridružijo se potem tudi turistične agencije, druge spletne strani po medijih in naenkrat je šlo, se pravi, iz nas 6, kot smo štartali, na koncu pa je šlo do 2000 ljudi, ne, v parih mesecih. Tako da šlo je čist neplanirano, nenačrtovano, se je zgodilo. Sproti smo potem prilagajali, iskali variante, kje spati, kaj še mogoče, kje se dobiti pred tekmo, kaj početi na Floridi, malo na svete in je pač stvar na koncu super izpadla. Je bilo potem pa dejansko še do nekje tam, imeli smo neko spletno skupino Miami Dragič Dončić na Facebooku, kjer so se pač vsi navijači zbirali, kjer smo komunicirali med sabo in tam smo potem tudi začeli nekako zbirati, koliko ljudi gre, smo že neko objavo, naj vsaki gre, se pofočka, napiše +5, in smo seštevali in najprej številka kar naraščala, čez 1000. Nismo tudi do konca vedeli, da to je dejansko res, da to ljudje govorijo, pa potem ne bodo šli, ampak na koncu se je izkazalo, da je dejansko prišlo tolikšno število ljudi v Miami. Skoraj 2000 je bilo na koncu, če ne samo mogoče malce več in saj tako, po mojem spominu, če jaz malce pomislim za nazaj, jaz se ne spomnim, da bi tako daleč, kdaj romala tako velika skupina, recimo organiziranih slovenskih navijačev. Bila so že kakšna prvenstva slovenskih ekip, recimo Južna Afrika, recimo, je primer takih dolgih popotovanj, kam meni pade na pamet, pa verjetno ni bilo toliko ljudi, ki je bilo prvenstvo tam, ali pa recimo Japonska, Južna Koreja, recimo že spet nogometna reprezentanca, ali pa košarkarska, ko je na Japonskem igrala svetovno prvenstvo, ampak mislim, da nikjer pri teh res dolgih razdajah ni bilo toliko Slovencev. Mislim, da to lahko tako rečemo, da tudi blizu toliko ni bilo. Tako da nas je vse presenetilo, tudi mene in vse druge. Dejansko nismo verjeli pred meseca do odhodom, da bo res toliko, potem pa je kar šlo. Potem se je tudi pač država sama ponudila, da bi ponudila nekaj sponzorsko gradivo, se pravi šale, zastavice, majice. In ko smo začeli se pogovarjati, kakšno količino, smo začeli 500 000, prvih 1000 majic je šlo v 2 urah. S tem, da so ljudje mogli pokazati, da imajo karto, da so dobili majico. Potem smo pa nekako ocenili, da očitno pa je res tako število ljudi. Koliko je bilo pa dejansko potem tam družine, mislim, ker bilo je ogromno teh posnetkov, ko Slovenci pa to, ampak mislim, da to kar naenkrat so se vsi nabrali tam na kupu, recimo na Miami Beachu in to je bila pol en tak velik slovenski party, ali kako je ta zadeva izgledala potem tam? Sama dvorana Miami Beach je prav ločeno mesto od Miamija z mostom povezano. Sama dvorana je v mestu Miami, ampak tudi ob morju. In potem se je eden od članov, eden od nas je sam javil, da bo organiziral neko lokacijo, kjer se dobimo in se uspel zmeniti tako v bistvu, kako bi rekel, promenada ob morju, 2 minuti peš od dvorane, taka lepa z lokalčki, terase, v pristanišču, sem zmenil z enim lokalom, da se tam dobimo ob 3 popoldne, tekma je bila ob 8, se pa od 2 oziroma 3 naprej. In dejansko je potem tam prišla, v bistvu večina navijačev je prišla tam že par ur pred tekmo, smo spili kakšno pivo, imeli smo potem tudi tam tako kot nek prireditveni prostor, kot tako pač da pojo. Terasa bendi in so tudi tam ena ad hoc slovenska skupina se sestavlja, enemu kitaro, enemu, ne vem, kje so dobili synthesizer, so začeli kar malo muziko peti, so nam oni dovolili tam, tako da je bilo dejansko zelo spontano. Tam ljudje in čisto, mislim, bilo je organizirana lokacija, vsi so vedeli, tam se dobimo v tej lokaciji pred samo tekmo in je potem pač tam prišla dejansko večina navijačev prišla tam, okolico tudi veliko lokalov, nekaj za pojesti, za popiti in tako da je bilo potem tam zelo živahno. Pred tekmo pa tudi po sami tekmi, tako da saj do kakšnih enih tudi po tekmi. Potem se pač počasi vsak šel na svojo stran ali nadaljeval ali spat, tako da je bilo aktivno pred tekmo, po tekmi, tudi med tekmo, seveda so bile velike skupine, po sami tekmi, celo v bistvu nasprotju s protokolom lige NBA, navijači potem nismo hoteli iti ven iz dvorane, oziroma tudi potem mogoče malo udrli v spodnji dvorani, tisti, ki smo bili više gor, potem tudi priklicali, da je prišel recimo tudi Dončić in Dragič nazaj že iz slačilnice,
te stvari v bistvu niso bile naprej organizirane, ker oni to, mislim, težko rečem, ne želijo, ni nekako v običajnem protokolu, no? Pa so šli potem tudi malo mimo tega protokola in šli na roko tudi pač navijačem, da sta potem tudi oba igralca prišla nazaj, se pokazala par slikic, kar je pač realno možno v taki lokaciji narediti. Ta dvorana drugače od Miamija, če jaz prav vidim, je v bistvu na nek način v neki marini. Povsem ob morju, tako. Ja. In tam je seveda polno raznih lokalov in objektov, kjer se lahko navijači družijo. Zaradi tega je idealno za navijače in ja, kot smo videli na posnetkih lani, je bilo res to navijaško vzdušje pred dvorano, pred tekmo in potem med samo tekmo v dvorani in kot si ti povedal, potem po tekmi, ko ste vztrajali še dolgo, je bilo res odlično. Blaž, si hotel še ti nekaj povedati? Ja, mislim, ko si ravno govoril, ta NBA protokol pa vse to, vse toliko ogromne skupine niti ne morejo zavrniti. V končni fazi, če prideš ti na drugo stran sveta, čistko, kjerkoli je samo po Google, kjer je Slovenija, verjetno še vzamem eno povečevalno steklo tam nekje sredi Evrope, da jo najde, ali da vam niso mogli reči ne, da pač ne boste Dončić pa Dragić prišla ven še enkrat vas pozdraviti pa pogledati, tako da niso tukaj so pač mogli mal skreniti na druge protokole in tiste svoje staromodne, kar mal pustiti na stranskem tiru. Mogoče tukaj, Blaž, ki si se ravno navezal, to lahko Miho vprašava, ravno to, kakšen pa je recimo protokol na tekmah v NBA ligi? Ti si ogledal že ogromno NBA tekem v živo, preden si karkoli organiziral, seveda že si v lastni režiji hodil. Zaradi tega me zanima generalno tvoje izkušnje na NBA tekmah, vzdušje na NBA tekmah, ta pravila pri ogledu. Kako recimo lahko prideš do slovenskih igralcev, do kakšnega podpisa? Take stvari verjetno zanimajo ogromno naših poslušalcev. Če že greš na NBA tekmo, kako prideš čim bliže Luki, čim bliže Goranu, mogoče prideš do kakšnega podpisa, te stvari? Ja, stvari se malo s časom zaostrujejo. Jaz sem bil prvič na tekmi 2:05 na play-offu v Sacramentu. Takrat je bilo še zelo tako odprto, ni bilo nobenega problema. Čeprav sem imela z punco karte v zadnji, zelo na vrhu gore, ne cenejše karte, sa pred tekmo brez problema šla na ogrevanje, se tam vidiš vse igralce, ostalo do prvih vrstah, prvi polčas. Zdaj je vedno težje to, stvari so vedno bolj vedno več kontrol, vedno več tega propedalčkano, ampak če hočejo videti igralce v živo, je še vedno najboljša varianta, da se takoj, ko se odprejo dvorane, običajno je to 1 uro pred tekmo, da so tam že v vrsti in takoj, ko začnejo spuščati v dvorano, gredo takoj notri in poskušajo priti do parketa, ker takrat je še tako imenovani shoot around pred tekmo in tam se potem najlažje pride do samih igralcev. Določene ekipe, recimo tudi Dallas, konkretno celo prodajajo karte za ogled tega ogrevanja. Pred tekmo se pa greš lahko 2 uri pred tekmo v dvorano in da pač si notri in tam lahko prideš dejansko prvo vrsto sedežev in si na dotiku roke v bistvu igralcev, se pravi na 1 meter od igralca, ki meče recimo za 3 točke na ogrevanje. To je najlažji način. Zdaj, po sami tekmi je potem zelo vprašanje, to kot bo lansko leto v Miamiju malo izjema. Zdaj tudi odvisno seveda, če ekipa tekmo zgubi, dostikrat tudi vidite sami v živo na ekranu, igralci jezni grejo takoj v slačilnico skozi tunel in v 2 minuti njih ni več recimo na parketu. Takrat je potem že lahko prepozno, da če zmaga, malo slavje, mogoče ostane dlje časa in se potem da mogoče priti tudi niže, ko ostali recimo normalni gledalci že odidejo, pa se da recimo priti potem še mogoče dol do prvih vrst. Ko te dva načina pred in po tekmi sta recimo nekaj najlažje, ampak res daleč najlažje je pred tekmo. Glede na to, da si rekel, da si bil recimo že leta 2005 na tekmah, katere tekme si pa vse ogledal, oziroma katere dvorane si vse obiskal, katere ekipe si ogledal in kakšne so kaj primerjave, bom rekel, po recimo vzdušju ali pa načinu obnašanja navijačev na tekmah, mogoče kakšna razlika v protokolih, ali kaj tako posebenega, recimo, kar ti je posebej stopil v oči, ne vem, kakšni rituali pred tekmami pri posameznih moštvih, ne vem, kaj tazga? Dejansko lansko je, da sem bil prvič na tekmi, ki ni bila tekma play-offa. Predtem sem bil vedno na tekmah play-offa in tukaj se pozna razlika. Bil sem v Sacramentu, ko so igrali še recimo Divac Stojaković. V
Phoenixu, ko je bila na zelo dobra tekma med Novickim pa Stodimajo, se pravi, takrat je bilo Phoenix Dallas, ki sta dala oba dva po 40 točk. Denverju proti Lakersom s Kobejem, Vujačičem, ki je igral takrat dobro v zadnjih 2 minutah tekme, se je odločil tekmo play-offa. Tako da je bilo na teh tekmah play-offa se čuti, da je nek drugačen naboj. Tudi sami klubi poskrbijo, dobiš, ne vem, majico iste barve, da so vsi v isti barvi domačega kluba, te že čaka na sedežu, dobiš kakšne navijaške rekvizite, recimo, da ustvarjaš hrup. Te stvari te običajno potem že čakajo na samih stolih, tako kot prideš v in to velja tudi v zadnji vrsti. Večinoma jaz sem sedel v teh vrstah zadnjih, kjer so karte po 20, 30, 40 evrov tudi v času play-offa, ker v spodnjem delu dvorane so v tem času karte lahko zelo drage in tudi v bistvu razprodane v trenutku že par mesecev naprej, kar je za nekega Evropejca težko logistično sprogramirati. Zdaj, v Miamiju lanskega se je malo poznalo, da je bila tekma ni bila tako pomembna z vidika rezultata, predvsem ne za Dallas, tudi za Miami ne tako zelo, čeprav so se takrat borili za playoff. Letos bo to drugačno. Letos sta obe ekipi, tudi to se vidi že po odnosu tudi teh, ki delajo v Miamiju, po tem, kako težko je dobiti recimo karte za tekmo. Se vidi, da letos sta obe ekipi ne vem, top 10 v ligi, obe dve, ne vem, Miami drugi, tretji na vzhodu, spet pač vroča tema v Miamiju, ker nekje 3-4 leta mogoče ni bila tako vroča ekipa, tako da letos računam, da bo tudi več pač teh aktivnosti, več tega tekmovalnega naboja, ta del. Glede samih navijačev, seveda navijanje je drugačno kot v Evropi. Čeprav recimo v teh zadnjih vrstah, mogoče ni tako dober razgled na igrišče, ker se je relativno daleč, je pa v teh zadnjih vrstah več teh pravih navijačev, teh, ki so recimo, teh, ki pridejo navijati, ne tisti, ki se pridejo, ne vem, pokazati, ki imajo denar in jim je to pač nek večerni, ne vem, dogodek, ampak so dejansko te ljudje, ki pridejo navijati tudi s srcem, Tako da z vidika navijanja so zadnje vrste lahko tudi boljše, čeprav si dlje od igrišča, ampak si pa bliže navijačem. Tisto, kar mene zanima, in recimo verjetno tudi dosti poslušalcev je, ker ti si seveda sam si urejal karte, ko si tam kupoval, kako je s kupovanjem kart na NBA tekmah, kako prideš najlažje do kart, je najboljša varianta, da si recimo, če greš na ogled tekme že v Sloveniji, kupiš karto, ali pa tam pri kakšnem preprodajalcu, vse vemo, pri nas na teh prostorih zelo lahko prideš do karte, skoraj da vedno preko preprodajalcev za ta večja tekmovanja. Kako je pa v Ameriki s tem in kako si ti to urejal, kako si kupoval karte, ki si dejal za play-offe? Verjetno si nisi karte rezerviral za ogled tekme že preden si potoval, ali morda si, povej, to je tista stvar, ki po mojem tudi zanima ogromno ljudi. Za play-off je problematično, ker ne veš razporeda do tedna prej, ker se ne ve, v katerem mestu je ekipa, če je prvi krog ali bo zmagala naprej. To je problem in ti običajno imaš letalsko karto iz Slovenije kupljeno že prej, recimo to so te moje oglede so bili v sklopu drugih potovanj in sem bil pač po naključju tam. Ampak vseeno smo kupovali preko neta, izjema je bilo enkrat v Phoenixu, pomotoma, na rokovajih. Vedel sem, da tisti večer tekma proti Dallasu, to je bilo mislim, da finale, pa polfinale Zahoda tisto leto, to je bilo mislim, da 2008, oziroma isto je bilo 2005. In sva že gledala tekmo v Sacramentu 2 tedna prej in ni bilo v planu ta dodatno in sem pomotoma zgrešil, ko sva se peljala skozi Phoenix, ko sem vozil in zapeljal ravno mimo dvorane, 2 uri pred tekmo in na rdeči luči je poletel nekdo do okna, potrkal, odprem šipov in reče, če rabite karte za tekmo čez 2 uri. Malo sem ga pogledal, sem rekel, ok, $50 ti dam za karto, upam, da je ta prava. Je dal karte, žena me je malo čudno pogledala, ampak ok, sva našla en motel, ker nisem več rezerviral nekje 5 minut stran, da je imela sobo fej, tam parkirala avto in šla na tekmo, je bilo čisto ad hoc. Zdaj tega ni več, zdaj so karte samo še elektronske, tako da tako karte direktno od kluba, kot karte iz preprodaje, se da kupiti samo preko spletnih sistemov, ampak je ta sistem zelo lepo urejen, obstajajo spletne strani, glavne Ticketmaster, kot bi rekel pa nas Eventim, kjer imajo tako karte, ki so od kluba, kot karte od tistih, ki so sezonskih in drugih
jih dajo tam v prodajo, so cene, se tam kupi in se dobi potem na račun in pokaže v mobilnih aplikacijah na mobitelu. Tiskanih kart v bistvu ni več, sploh recimo Miami izključno nima več tiskanih, samo še na mobitelih. Dallas 99% na mobitelih, tako da se da to kupiti ali od doma, najboljše, če veste, da boste tam kupite od doma, ali pa tudi recimo potem sprotoma dan, 2 dni pred tekmo, če ni tekma tako zelo pomembna, pogosto potem dajo tudi te lastnike sezonskih topnic karte prodajo, vedo, da ne bodo mogli iti na tekmo in dajo prodajo in potem lahko kupite od njih čisto legalno preko teh sistemov in ste potem na teh sedežih. Aha, se pravi, recimo, tako kot v Sloveniji, ko prideš ti tam na neko blagajno, pa kupaš karto, potem tazga sistema več ni tam. Tazga ni, oziroma v Miamiju sem zdaj verjel za enega starejšega gospoda, ki nima mobitela. Obstaja izjema, če si kupil karto preko spleta, drugače kupiti ne moreš. Veš, lahko še obstaja neko okence, rečeš, nima mobitela, karta na moje ime, daš pasuš in ti dajo nek listek, da greš v dvorano. Se pravi, če recimo, da nimaš smartfona. Ampak to je zdaj izjema, zelo velika izjema, karte se pa kupijo vse naprej. Ampak lahko tudi naprej pomeni 2 uri pretekmo preko mobilne strani. To ne pomeni, da to ni možno, ne? Samo ne pa papirju na parkirišču ali kako drugače. Ja, se pravi, tega ni več. Tega ni več, delajo pa dobri sistemi, je več teh sistemov uradna stran in še par strani, ki so tudi znane, zanesljive in se te karte lahko kupi. Ja, konkretno za Miami sem recimo videl, da obstaja stran za kakšne karte ob parketu, če želiš dobiti, verjetno je to najlažji način, da dobiš, lahko potem preko kakšnega od teh, ki so lastniki sezonskih vstopnic, ampak to je prav neka stran, ki je uradno v povezavi z Ja, taki stvari je več. Tudi na povsem uradni strani Ticketmaster so karte označene, ne vem, ena z modro so karte od kluba, z rdeče so karte od lastnikov sezonskih vstopnic. Tako da to je čisto legalno, poteka standardno, tudi kupujemo, ker recimo karte od kluba, recimo za to tekmo, ki je zdaj med Miamijem in Dallasom konec februarja, karte od kluba razen tako po ena, se po 2 karti skupaj se že 1 mesec da več dobiti direktno od kluba, se da dobiti samo še na sekundarnem trgu. So že toliko časa razprodane vse karte. Ampak poteka normalno tudi preko tega sekundarnega trga. Prva tekma, ki bo zelo zanimiva za slovenske gledalce, bo ta konec februarja, 28. februarja, ko bo že spet verjetno večja skupina Slovencev odšla v Miami in kjer tudi ti zopet pomagaš pri organizaciji tega potovanja. Potem je pa še tekma konec marca proti Rocketsom, kjer tudi pomagaš, kako bo s tem potovanjem in organizacijo tega ogleda tekme. Ja, obe možnosti so na voljo, tudi mi se kot agencija pa dajemo na svete za lastno režijo, se da obiskati to tekmo. Zdaj je že seveda malo pozno, ta se karte so že malce podražile, ampak se še dobi še kar solidno za tako pozen nakup. Za same karte jih imamo tudi mi rezervirane, ker dobimo direktno od kluba, po nižji ceni, kot so v prosti prodaji, tako da recimo najcenejše karte v prosti prodaji so zdaj nekje okoli 60 €, mi dobimo še nekaj pakete po 40 € v teh zadnjih navijaških sektorjih, potem pa navzdol pa seveda ni omejitve, se da dobiti srednji razred, srednji rang ob paketu, seveda odvisno cene naraščajo in čist najboljše karte so tudi po 1000 €. Tako da nekaj največ ljudi kupuje tam nekje okoli 80 do 100 €, to je nekaj prvi balkon, 40 € so pa recimo drugi balkon navijaški sektor. To recimo se še da dobiti recimo same karte za tekmo. Jih je še nekaj 20-30 na zalogi za slovenske navijače, te, ki so bile strani kluba ponujene. Zdaj za Dallas, potem konec marca, podobno smo v stiku z klubom Dallas, so bili zelo fleksibilni, zelo prijazni in so tudi ponudili nam posebne segmente kart, ki jih lahko ponudimo navijačem po nižji ceni, kot so v prosti prodaji. Tako da z obe tekmi se da dobiti direktno tudi na naši strani te karte in jih dobite nižje, kot če bi kupili na preko ameriških spletnih strani. Torej, na tvoji strani posvetu.si lahko najdejo nasvete tisti, ki želijo povsem v lastni režiji potovati, si sami urediti letalske karte za tekmo. Vse
to, kar sedaj govorimo, te informacije, koristne popotniške informacije lahko najdejo na tvoji strani. Če pa želijo, da jim vaša agencija vse te stvari uredi, karte in te stvari, se pa lahko tudi na tej isti strani obrnejo direktno nate in dobijo tam vse informacije. Pa si že omenjal zdaj tole tekmo, ki bo konec februarja v Miamiju, da je še nekaj kart za tekmo. Tudi za Dallas si rekel, da je še nekaj kart. To bosta 2 tekmi, kjer bo zagotovo že spet veliko slovenskih navijačev. Tudi 2 pomembni tekmi, ravno prej smo gledali na urniku. Tako kot si že prej omenjal, lani so bile tekme manj pomembne, letos bojo te tekme tale v Miamiju in potem tista v Dallasu konec marca proti Rocketsom, kar je teksaški derbi, ki je še posebej zanimiv. 2 moštvi, ki se ne marata, tudi navijaški bazi, ki se ne marata in bo tudi zaradi tega zanimiva tekma. Pa me zanima najprej za tole konec februarja, koliko ljudi pričakuješ, recimo, ko že govorimo zdaj o teh številkah, bo letos podobno kot lani, zopet blizu 2000 ljudi, kaj manj, kaj misliš? Že lansko leto ocenjujem, da smo posedovali pri nekje 600-700 kartah za tekmo, pa je bilo na koncu 2000 navijačev. Letos pa recimo imamo rezerviranih oziroma prodanih 350, skoraj 400 kart za tekmo, se pravi, jaz bi nekje rekel mogoče polovico lanskih ljudi, se pravi, pričakujem okoli 1000 navijačev v tej tekmi v Miamiju. Če se ne bo zdaj še kaj dodatno v teh zadnjih tednih pač spremenilo. To je nekaj normalno, prvič je vedno prvič, ne? Ampak tudi 1000 ljudi, mislim, da bo vzdušje fenomenalno, tako da glede tega se ne bo poznalo razlike. Zdaj potem za Dallas. Dallas je mogoče nekaj težje dostopen kot Miami, tudi kot samo mesto. Texas ni tako turistično aktiven kot Florida. Z tega vidika je seveda samo gled Dallasa manj turistični, se pravi, dejansko res ljudje, ki predvsem zanima navijanje, manj tisti, ki jim je to samo pač kot nekaj postransko. Tako da tam nekje trenutno je okoli 200 ljudi, ki se bo udeležilo 2 zaporednih tekem. To sta tekma košarkarske lige NBA med Dallasom in Houstonom in potem dan kasneje še tekme hokejske lige NHL med domačim Dallasom in LA Kings z našim Anžetom Kopitarjem, ki ravno takrat gostujejo v Dallasu. No? Tako da bo tudi zanimiva ta hokejska tekma za slovenske navijače. Tako da enkrat tudi Anžeta Kopitarja obiščemo malo večjem številu. No? Mislim, da se tudi on za svojimi dosežki, svojim odnosom zasluži. Se pravi, po recimo v prihodnjih letih načrtujete še kakšne večje podvige, recimo še kakšne druge tekme, druge športe mogoče, ali pa mogoče bom raje tako vprašal zdaj, glede na to, da veliko ljudi pač vas tako sprašuje na veliko, pač za nasvete, pa to ste dobili kdaj nasvete, da bi si kdo šel gledati tudi kakšen ameriški nogomet ali pa bejzbol, kaj tazga, kakšne take stvari, če je slučajno kdaj bilo. Slovenski navijači smo zelo lokal patrioti, ne? Se pravi, radi gledamo Slovence, pa vroče zgodbe tisti trenutek. Ne? Tudi recimo v tem času, ko smo v Teksasu, jaz sem osebno gledal, žal ni niti ene tekme ameriškega nogometa v tem času, ker se sezona že konča, tudi študentskih in drugih lig, te v dvoranski se začnejo kasneje, tako da to žal letos odpade. Imamo pa plano ogledati na tekme bejzbola iz študentske lige, ki bo potekala v Houstonu prav v dnevu, ko bomo mi tam, no, tako da bomo tudi to bo pač ena od aktivnosti, da ljudje tudi vidijo ta segment Amerike. No. Tudi pač kot zanimivost, nekaj takega recimo pri nas ni, pa mogoče oni bejzbol še malo drugače gledajo kot recimo neko košarko, je kot neka čisto drugačen tip ljudi, družinski šport, drugačen tempo in je zanimiv pogled no, v ameriško življenje, tudi bejzbol, ja, vsekako je. Ja, to sem slišal tudi za NFL, da cele družine grejo, da je to prav družinski dan, tudi tekme trajajo kar precej časa in jaz vem, da je tam imajo in kosilo in malo da ne še večerjo in ni da ni, tako da je tak zanimiv pogled, tako da to vam kar malo zavidam, no, če sem čisto iskren. Ja, mogoče zelo zanimivo kakšne tekme, ki niso mogoče ta prva profi liga, ne, ker prva profi liga, ta glavne so ogromni stadioni, 100,000 ljudi, res vse tako orkestrirano detajlov, ampak mogoče je spektakel, ni pa mogoče tisti kot športno tako narejeno. Ne. Bil sem recimo lansko leto, ko sem bil tudi v okolici New Yorka, tudi ko sem šel gledati Washington playoff tekmo za NBA,
smo bili isto dopoldne na eni skoraj bi rekel vaški tekmi bejzbola, no, še vedno je to mesto s pol milijona prebivalcev, neka druga profi liga, prišli smo namenoma na pol ure po začetku tekme, pa smo bili med prvimi, pa smo potem šli malo pojesti, pa malo ven, pa ko smo odhajali še pol ure pred koncem tekme, so ljudje šele prihajali na tekmo, ker to traja dejansko 3 ure. Je pa drugačno vzdušje, za $5 smo dobili karte v prvi vrsti, se pravi na ograji dvorišča, ne. Otroka sta z ostalimi otroci lovila žogce, ki so šle čez mrežo, sta se grebla za njih, ne. Čisto drugačno vzdušje, ne. Dobil si za $10 all you can eat, oziroma free refill kokic, ne, in čisto drugačno kot recimo na tekmi, ne vem, na tekmi Lige NBA v Washingtonu je bilo pa eno pivo $15, ne, se pravi, govorimo čisto drugačni način, budžetu, drugačno vzdušje, no, neprimerljivo, ne, se potem so bile družine z majhnimi otroki, sprehajali si se prosto, usedeli si se v prvo vrsto, ne, čisto drugo vzdušje ali pa nekje pač v neki dvorani polni 2000 ljudi, čisto drugačno vzdušje, no. Vsako po svoje zanimivo, ampak pokaže različni del Amerike. V bistvu je to zanimiva tema, ko ti govoriš, Miha, o otrocih, družinah, majhnih otrocih na tekmah. Je recimo ta navijaška kultura oziroma profil navijačev v Ameriki na ogledu tekem, kot si tudi že ti, Blaž, govoril, nek družinski dogodek, kamor greš z majhnimi otroci, in je verjetno večina navijačev, tista največja masa, ravno to, družine z otroci. Medtem ko v Evropi je pa seveda še vedno ta navijaški profil malce drugačen, zdaj odvisno od države do države, tudi recimo Premiership in podobne bolj razvite lige poskušajo, nogometne lige poskušajo tržiti na to, da seveda čim več družin pride, čeprav vemo, da v Evropi je pa še vedno več ali manj profil navijačev, mlajši moški različnih starosti, ne toliko družin v vsakem primeru, in niso tekme gledane kot nek družinski dogodek, tako kot v Ameriki, kjer je pa primarno, kamor greš z družino. Miha, ne vem, če se strinjaš s tem ali kako ti na to gledaš. Ja, definitivno je delež družin otrok večji kot recimo v Evropi ali pa v Sloveniji, ne. Po drugi strani pa tudi ni razlik, recimo, ne vem, ni problema, tudi če si v sektorju, ko je 50, kot si omenil, mlajših moških, ne, pa če je vmes 3 družine, to ni problema, ker je v bistvu tudi način navijanja, pa tudi recimo, ne vem, odnosa ni problematičen, da bi prišlo do tega, da bi to bilo problematično mešanje. Tako da z družino je to čist zanimiv dogodek za praktično vse starosti, tako da se lahko normalno udeležijo, normalno padajo skupaj notri in skupaj navijajo tukaj, tako da ni ločnicno, a so mlajši, starejši, tako da tudi če so, ni ločnicno. Drugačna navijaška kultura je v Ameriki, čeprav po drugi strani je pa zanimivo, zakaj se mi je zdela ta tema zanimiva, ravno v tem, da recimo v Dallasu konkretno sedaj na tekmah to sezono, doma imajo 14 zmag in 13 porazov, na gostovanjih imajo pa 18 zmag in 8 porazov. Neprimerno boljši so na gostovanjih in mnogi recimo zdaj načenjajo temo, vsaj ko vidim na družbenih omrežjih, lokalci tam načenjajo temo, da je vzdušje na tekmi je precej slabo, na domačih tekmah, in nekateri seveda to povezujejo s tem, da je ogromno družin z majhnimi otroci, ki seveda spremljajo take tekme bolj gledališko, in nekateri seveda pogrešajo malce bolj recimo navijaško vzdušje, in jaz sem ravno par dni nazaj objavil, ko sem videl, da so načenjali to topiko, objavil ene prizore navijanja iz Oake, legendarne grške dvorane Panathinaikosa in reprezentance, kjer seveda domači navijači navijajo, in sem rekel, da pač verjetno Euromavricsi potrebujejo malce več navijaškega vzdušja v svoji dvorani, tako da je zanimiva ta druga plat tega. Miha, ne vem, kaj ti misliš o tem. No, jaz bom tako rekel, moje 2 otroka sta lahko zelo glasni navijači, tako da s tem, da so otroci tiho, se ne bi čisto strinjal, no. Je pa stvar, kako jih animira, tudi seveda sama dvorana, sama tekma, sami taki pač dvorani, ki pač imajo te evente, to pač ponesete skupaj seveda, no, zdaj, če bi bila neka organizirana navijaška skupina z bobni, z vsem tistim, je drugače. Ampak samo vzdušje je pa, mislim, da lahko tudi družine, mogoče ne gre ravno z dojenčki, no, ampak za majhen večjimi otroki
mogoče lahko celo bolj glasni kot neki odrasli, znajo biti, no, verjemite, ampak bstva celega organizacije, celega feelinga, celega kulture, no, kot recimo mogoče starostne strukture pa navijačev. Ja, jaz bolj ciljam na tisto, ko organizirane navijaške skupine, ki imajo svoje napere, koreografije, navijanja. Hočem reči, majhne otroke težko vključiš v to, kako navijajo organizirane navijaške skupine. Ampak se čisto strinjam s tabo, mislim, zaradi tega so seveda ameriške profesionalne franšize tako zelo uspešne in tako zelo donosne, ker tekme so odličen dogodek za vse starosti od 7 do 97 ali pa 107. Vse generacije in vse možne strukture populacije grejo seveda lahko na tekmo in uživajo, ne glede na to, ali gre zdaj za NBA, NHL, NFL. Super, ja. Resno razmišljam zdaj, da bi naslednjo sezono, ko se še malo finančno podkrepim, res šel na eno takle trip, pa me take informacije zanimajo, pa seveda verjetno tudi marsikaterega poslušalca, sploh take, ki niso vajeni sami v lastni režiji potovati v take kraje. Jaz računam, recimo, da me bo letos stalo, ko grem osebno, za 6 dni Dallasa, vse skupaj nočitve, letalo, kajte za 2 tekmi, hrana osnovna, brez alkohola, tisto bo posebej, da me bo stalo nekje 600-700 evrov, recimo, ne, za tak pač enotedenski obisk. To se pa all inclusive, odhod iz Ljubljane in vse tam, ne, celotni enotedensko življenje, ogledi, vse. Teksaški žar verjetno tudi. Tako, tudi to, kaj je zraven ocenjeno, se pravi, ne, do teh normalnih stroškov, seveda zgoraj pa nikoli niso omejeni, če greste v neko Nobel restauracijo, lahko plačate tudi seveda $100 za en obrok, ne. Konec koncev lahko tudi že v Ljubljani to, tako da te stvari na zgoraj niso omejene z nekaj normalnega vrčevanja, spanjem v normalnih motelih, ne vem, Best Western, podobno, zajtrkom, najemam avta, se pa da priti za čisto solidno ceno skozi, ne. V lastni režiji seveda še kakšen evro ceneje, tudi v organiziranih skupinah pa tudi ne bistveno dražje, ne. Super, mislim, pri nas doma ni nikoli bilo navade, da bi kdo v lastni režiji kam šel, vedno je bilo prva agencija, ki se jo zagleda in tam se plača in oni poskrbijo za vse. Tako se mi zdi, da je nek dodaten čar, če takole sam zorganiziraš zadeve. To so verjetno tudi za marsikoga, ki posluša tale podcast, pač izjemno dobre informacije. Ja, spravi, lansko je to 2000 navijačev, mislim, da jih bo ta že 900 v lastni režiji, ne 100 z agencijo, ne, tako da mogoče malo za perspektivo, ne. Sploh Miami je enostaven, ker je veliko letov iz Evrope, ugodne cene, lahko si v bistvu tudi spiš samo v Miamiju, ne rabiš tudi nujno avta ali pa ga vzameš, ampak nujno ga ne rabiš in je v bistvu logistično zelo enostavna stvar. Se usedeš na letalo, pristaneš, greš tam s taksijem, z vlakom do hotela, malo okrog in to je to, ne rabiš neke posebne, neko osnovno znanje angleščine oziroma španščine, no, v Miamiju, ampak tudi angleško še znajo, no. Blaž, zdaj, če nimaš ti še kakšnega vprašanja, bi se Mihatu zahvalil, mu dal zadnjo besedo. V bistvu jaz vse, kar bi je, sam Mihatu bi se zahvalil, da si je vzel čas, da se je tukaj pogovoril z nama, nekaj zanimivih debat smo načeli, mogoče se tudi po njegovem tripu v Dallasu lahko še enkrat slišimo, mogoče predebatiramo, kako so zadeve funkcionirale, kako je bilo, morda načnemo še kakšno drugo temo, ampak v prvi vrsti pa hvala res za tvoj čas in za tale podcast, zdaj, da smo ga posneli skupaj. Tudi jaz bi se od vama zahvalil, sem redni poslušalec svojega podcasta že od začetka, tako da bi zdaj izkoristil to priložnost, da bi tudi povabil še ostale poslušalce, da se nam tudi pridružijo ali v Miamiju ali v Dallasu, mogoče drugo leto, ko bomo tudi verjetno našli neko ugoden termin, zanimivo, kakšno zgodbo in da se tudi v živo gledajo pač samo tekmo, da to ni nekaj nedosegljivega. Lani pokazali to 2000 ljudi Slovencev, ki je prišlo v Miami in da je to nekaj, kar je v bistvu dosegljivo, hvala Bogu, večini od nas in da je to pač čisto izvedljivo in da jim ne bo žal. To je to, Blaž, Miha, obema se jaz zdaj zahvaljujem za to, da ste si lahko vzela čas in tako, kot je Blaž rekel, se nama verjetno lahko po tej tekmi, ki si jo boš ogledal, mislim, da prej si rekel, da potuješ še nekam povsem na drug konc sveta, kam si že rekel, Miha, da greš?
Ja, Vanuatu, ja, tako da tekmo z Miamiju bom probal najti nek stream, no, če bo po sreči. No. Dobar, pred Dallasom greš v Vanuatu, se pravi najprej čisto v eno smer, pa čisto v drugo smer. In čisto druga stvar, mogoče bomo celo kdaj kakšen podcast, ko prideš nazaj, recimo po tisti tekmi v Dallasu in z Vanuatua, boš pa mogoče še kaj povedal poleg NBA, ki je tudi v Vanuatuju. Kaj praviš, Blaž? Ja, zakaj pa ne? Ja. Dogovorjeno, z veseljem. Velja in se takrat zopet slišimo. Še enkrat hvala obema in lep pozdrav tudi vsem poslušalcem. Mi pa zopet v naslednjem podcastu, kmalu verjetno kakšna analiza košarkarske tekme, Ana da Blaž. Tako je. Živijo. Dio.